Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa po celjskem koncu. Kakor vem, bom tlele z leve dol prihajal, grem pa tlele desno. Tukaj na celjskem koncu nisem prav domač, je pa tale hudičev graben na mojem seznamu želja že 2-3 leta. Glede na to, da sem z Bornice, pa imamo tam sotesko pekel, se je hudičev graben dober poklop s peklom, a ne? Sem pa, se pravi, hudičev graben je ena stvar, pa bom šel pa na Grmado, pa na celjsko kočo, pa planje v neki taki 8, kot da bom naredil, pa nazaj na izhodišče prišel, pa jaz mislim, da bo kar kul, no. Saj, kakor vem, je tole ena bolj divjih, če ne najbolj divja soteska, grapa, karkoli že, v tem delu Slovenije. Tako da se kar zelo veselim, da sem tlele, pa da imam lep vreme in da bom lahko užival. To izgleda to od hudičevega grabna, pa grem jaz kar proti Grmadi. Takole pa če imaš cveti. Letos po telih spomladanskih turah skozi delam neke poti, kjer je ogromno čumaža okoli. Tlele zdaj, ki cveti, ima še posebej močan vonj, ne? Se pa kar lepo vzpenjam.
Malo nazaj sem prišel na razpotje vlak, oziroma tole po mojem kar cesta. Pa tukaj bi lahko bila kakšna markacija. No. V glavnem, ko sem prišel na to razpotje, sem šel po najširši pa najlepši poti. Pa mislim, da je to. Tudi tle imajo tosti vrh. Zdaj, ko sem prišel s Hudičevega grabna, sledim skozi tablom za Grmado, ki pa ne vem, če bom šel čisto na Grmado, ampak mislim, da do ene koče pod Grmado, pa bom zavil pa proti Celjski koči. Morebiti se pa še premislim. Kam vi potaj tlele? Je kaj pa drugega, ne. Grem tudi na Grmado, glede na to, da tura ni ne vem kako dolga. Pa je toliko tabel za Grmado, tako da upam, da je gor kakšen dober razgled. Pa bom pa še malo naprej potegnil z Grmade, pa levo se obrnil proti Celjski koči. Tamle pa pol Celjska koča je tamle in zipline pride tukajle. Vse prva zajla. Tu izgleda to. Razgleda glih. Ne bo čistega. Se pa ful lepo cele vidi. Ne, tole gor je križ, tako da verjetno tisle. Evo ga, to pa je zdaj to. Tle pa bo nekaj razgledal. Lepo se cele vidi. Ste kaj slišali? Tukaj je pa res zvonželja, ne zvonček. Pa pogled na Knežje mesto. Spodaj tudi Celjski grad. Super razgled je. Pa Celjska koča. Mogu pa malo dešifrirati, tamle dole je siguren kum, tole pa bolj kaj ne poznam.
Malo sem se nasedel, nauživ razgledal. Tole seveda selfie z prvega vrha. Pičim kele proti Celjski koči. Sem se pa odločil, da grem kar nazaj po teli poti proti teli koči, ta zadnji, ki sem bil, pa bom šel tam na Celjsko kočo. Tale glavna pot gre naprej, in pa po teli šel dol pa proti Celjski koči. So pa potke tlele okoli zelo lepe, lepo hojene, tako orang, res. In glede na to, koliko široke sem vse, predvidevam, da tale Grmada, da je to Celjska Šmarna gora. Je pa mogoče kakšna markacija več, ampak so pa res poti tako hojene, da prav izgubiti se ne moreš. Po prijetnem spustu, pa spet malo spona. Sem pogledal prej na zemljevid. Tolsti vrh, na katerega grem, je še dobrih 100 metrov višji kot Grmada. In potem, tako kot sem rekel, v 8-ki nazaj proti izhodišču. Tole pogled proti Grmadi. Tukaj se pa zipline začne. Gor sem šel sicer po markirani poti, učni, ampak ni nobenega razgleda, tako da zdaj grem pa nazaj kele proti smučišču, pa tam po robu smučišča gor. Tudi tlele imamo lep razgled. Pa po mojem bom šel še na tale vrh. Tam bom šel proti izhodišču. Zdaj pa še malo gor. Tole pa brezno v Celjski koči. Sicer je globoko sam 6 metrov, pa vse skupaj pa 10 metrov rovov. Ko pridem v gozd, se priključim markirani potki, ampak verjemite, da je veliko bolj luštno tam lepo smučišču hoditi. Da ne bo pomote, tudi tale potka je zelo luštna, ampak ni pa razgledal. Glede na to, da sem prvič tle, ne vem, je to, ampak po mojem, da je razgledal pa ni. To je prav zanimivo, da brezno čist na vrh. Glede na to, da sem na vrh, bo še kakšno banano pojedel. Pojedel sem, razgledal ni, je pa to še ta drug selfie z vrha, pa mogoče še ta tretji. Prečkamo cesto, pa naprej dol. Tamle je zdaj Grmada. Jaz bom pa kmalu prišel na pot, na kateri sem že bil, par 10 metrih, bom šel pa spet pol z te poti levo in nadaljeval 8-ko. No super, to pa zdaj prihajam na ono razpotje, ki sem ga prej za gor grede omenil.
da nisem vedel kam. Takrat sem šel pol tja, prišel sem od tam, vidim pa tudi kaj, ampak bom kmalu pol s poti levo zavil in nadaljeval, ko sem rekel 8. Evo, tukaj dol je za Hudičev graben, jaz pa še na en vrh. No, kdo bi si mislil, da tlele gamsa videl. Ne vem, če sem ga posnel, videl sem pa ga. Tisti, ki malo bolj opazujete moje videe ali pa gledate, boste verjetno, ali pa ste verjetno opazili, da zadnje 2-3 videe, razen medvedovih stopinj, kot je žvalno, da je malo zvok drugačen. To pa zato, ker sem si kupil mikrofone. Prav za tole kamerco in zdaj me lahko tudi malo del slišite. Evo ga. No, tole pa še bavč. Pa tudi sem se že bal, da bo malo razgleda, pa ga ne bo. Tole je še selfie z vrha, zdaj moram pa pot za dol najdeti. Mislim, da moram iti malo po isti potki nazaj, pa se bolj levo držati. Pičemo. Ja, potke za dol pa bolj kaneje ne vidim, no. Oziroma čisto nič ne vidim. Čeprav na zemljevidu označena, ampak v glavnem po telem grebenu se dol spuščam. Bomo pa videli, kam me bo se skupaj pripeljalo. Ja, zaenkrat je kar kul. Desno pod mano je Hudičev graben, ne. Jaz pa kar tlele dol. 15.5.1966 je tlele nekdo hodil. Pa verjetno še marsikdo potem. Ja, pogled, če tam nagor na skalci, kakšen razgled. Kakšna zanimiva skala je. Hudičev graben se dol sliši. Razgleda pa glih tok, da ni. No, če malo roko stegnem, bo mogoče kaj. No, po mojem bo tale žleb pripeljal v dolino. Sem se pa tamle gor pri tisti skali, oziroma malo pred tisto skalo sem levo dol zavil. Palce bi po teli strmini kar prav prišli, ampak se da tudi brez. No, tukaj se pa celo malo potke vidi. Kakšen pogled, ne? Na Celjski grad. Prišel sem na vlako, mislim, da imam pa do izhodišča še ne 5 minut, ali pa še manj. Tale tura danes je v bistvu posledica tega, ker sem v Zgornjo Kungato peljal eno, v bistvu našo največjo boksarsko vrečo, debelo Berto, je ne moramo drugače poslati. Kot tako, spotoma sem pa še Marjanu pa njegovi ženi v Mariboru odložil ene par stvari, ki ste jih naročila, baf, pa eno kapo, pa trak, pa tako da hvala vama. In sva se z ženo pogovarjala, da so ji vedno bolj všeč takele nemarkirane potke ali pa tudi brez potja, ne. In tudi meni ful dober. Tudi ostali del poti je vrhunski. Ampak vseeno te nemarkirane poti, oziroma brez potje, naredi pa tudi tak dodaten čar.
da se moraš malo loviti, malo po feelingu, ne? Da nisi čist fijakarski konj, pa gremo, nekamo že prišli. Tako da to, pot tehnično nič preveč zahtevna, oziroma sploh ne zahtevna. Na začetku skozi hudičo graben je pač zajla je pa klini zastopati, no. Saj ni nič težavnega, ampak mogoče bo pa kakšnemu povzročil težave. Je pa treba paziti, danes je bilo kar nekaj spolzkih skal, ampak to mislim, da je dosti samoumevno, če smo v bližini vode, ne. Drugače pa ful lepi razgledi, tudi ta celjska koča, prvič sem bil sploh tle in res je lepo gor. Grmada, fantastično. Ti vrh, če bi vedel, bi se na vrh smučišča ustavil, pa tam malce naredil, ampak tako to je, ker si prvič. Cela tura mi je všeč to, ker se da iz te ture še en kup drugih tur narediti, ki imajo ogromno enih potk. Pa lepo to, ker sem šel v krožnik, oziroma ker sem 2 kroga naredil, oziroma 8, kakor ste. To, zdajle prihajam pa do ceste, pa do avta in zaključujem svoj krog. Hvala, ker ste bili z mano do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživajte, pa se kmalu vidimo. Čau!